Danes bom govorila ponovno o Gospodu Jezusu Kristusu, zakaj je največji človek, ki je kdajkoli živel na tej zemlji. Poudarek bom danes imela na njegovem sočutju. Ja, bil je zelo, zelo sočuten. To lahko tudi preberemo v Svetem pismu, v poglavju od apostola Lukata, in sicer 7. poglavje od 11. do 17. vrstice. Ne jokaj, je rekel vdovi, ki je bila v situaciji, ko je imela pogreb svojega edinega sina. Jokala je. Jezus je videl njene solze in rekel ji je: ne jokaj. In ne samo to, da je rekel ne jokaj, njenega edinega sina je tej vdovi obudil od mrtvih. A si predstavljate veselje te vdove, je nenadoma sin vstal od mrtvih? Koliko pogrebov ste že videli? A se je kdaj zgodilo, da je duhovnik, ki je namestnik Jezusa Kristusa na zemlji, rekel materi, možu ali otrokom: ne joči, in da bi mrtvi vstal od mrtvih? Ne, nismo tega videli. Zakaj ne? Ker Jezus je bil res Božji sin, največji na tej zemlji, ki je živel. In prišel je, da nam bi povrnil vero v življenje, vero v Boga, Očeta, v katerega je on brezpogojno verjel in o njem govoril vedno, ko je delal v njegovem imenu čudeže. Ja, bil je pravi Božji sin. Eno z njim. V Svetem pismu lahko preberemo, da kdor je videl Jezusa, je videl tudi Očeta. Čeprav ni bil oče, samo živel je Očetovo voljo, 100%. V njem ni bilo zvijače, ne zamere, ne jeze, ampak sočutje, ljubezen, hvaležnost, razumevanje, predvsem pa sočutje. Ne joči, je rekel vdovi. Tudi nam govori, čeprav ga ne vidimo: ne jokajte. Zaradi izgube svojih bližnjih, ker samo mrtvi pokopujejo mrtve. Kaj to pomeni, da mrtvi pokopujejo mrtve? Ja, ker veliko ljudi verjame v smrt. Verjamejo, da je mama umrla, da je oče umrl, da so ljubljeni umrli, ko zapustijo zemeljsko telo. Jezus je prišel z velikim sočutjem na to zemljo, da bi prinesel nazaj vero v življenje, da bi preko njega se povezali z Očetovo voljo, da bi
spostavili v svoji duši mir z Bogom, z očetom, tako kot ga je on imel. Noč pred križanjem je molil: Oče, če je tvoja volja, da gre ta kelih mimo mene, naj se to zgodi. Ni želel pobegniti od svoje misije, ker je vedel, zaradi sočutja do vseh nas, do sočutja do vseh mrtvih, ki so čakali njegov prihod v Hades, da bi prišel v Hades jih obuditi od mrtvih, ker so spali že veliko, veliko, veliko let. On je moral umreti, da je lahko prišel v Hades. Kako sočutje je to do vseh mrtvih, ki so dejansko spali v grobovih in čakali na dan, ko bo prišel Jezus v Hades in jih obudil od mrtvih. Kaj pa mi, ki smo tukaj sedaj, ki živimo, ki imamo to milost, da smo v tem obdobju tukaj na zemlji. Nismo še v Hadesu. Hvala Bogu, da imamo to milost, da še živimo. In če se odločimo, da bomo v svoje srce sprejeli to Božjo ljubezen, da bomo res verjeli nebeškemu očetu, kakor je Jezus verjel tudi mi. Če bomo sprejeli vse te milosti, ki so darilo preko Jezusa Kristusa, njegovega sočutja v naša srca, se bo naše življenje spremenilo v pesem, v radost. Jezus ni prišel obsoditi sveta. Prišel nas je razveseliti, usrečiti, ozdraviti, povezati, poučiti, da je naš nebeški oče ljubezen. In da je ta ljubezen darilo. Si predstavljate, da iz ljubezni do vaše prijateljice pošljete svojega otroka, da jo odreši in da veste, da bo vaš otrok trpel, da bo moral umreti, da bo odrešil vašo prijateljico. A ni to velika ljubezen? A ni to veliko sočutje? Smo lahko hvaležni, da smo imeli to milost, da je na zemljo prišel Božji sin. Z vso ljubeznijo, ki je bil eno z očetovo voljo. Je rekel: ne boj se, ne joči, veruj in živel boš. Jezus nam je dovolil, da damo njemu vse naše probleme, vse naše zmote, vse naše strahove, vse solze in tudi smrt. Zakaj? Iz sočutja do nas, iz ljubezni do nas. Nam dovoljuje, da dajemo vse naše probleme, vse naše zmote, žalosti, probleme, solze njemu. Ko dajemo smeti v koš za smeti in jih pridejo odpeljati tisti, ki so za to zadolženi. Jezus je prišel na to zemljo
da nam odpelje vse naše solze, vse naše probleme, vse naše žalosti, vso našo nevednost, jezo, agresijo, vojne, bolezni, pa tudi smrt. Obujal je mrtve, ko je živel med nami na zemlji. Ko pa je fizično umrl, je obujal celo tiste mrtve, ki so že dolgo bili mrtvi v Hadesu. To je sočutje. To je ljubezen. In osebno sem zelo hvaležna Gospodu Jezusu, Očetu nebeškemu, za vse milosti, ki sem jih dobila jaz osebno, in za vse moje uslišane molitve, kadar res molim in prosim Gospoda Jezusa za pomoč, sočutje in uslišana sem. In rada molim in prosim. In tudi vi, ki me danes poslušate, lahko prosite našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je živ, ki je v Božjem kraljestvu, karkoli, in vas bo uslišal in izpolnil vaše molitve. Zahvalimo se, da imamo sočutje od Boga, od Jezusa Kristusa in od vseh svetih, ki živijo Božjo voljo, ali na zemlji, ali pa že v Božjem kraljestvu. Hvala lepa za vašo pozornost.